Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali pogumno deklico po imenu Blani, ki se nekega dne z družino preseli iz velikega mesta na vas. Si lahko predstavljate, kako je Blani pogrešala svoje prijatelje. A prijatelji so ji ob selitvi poklonili posebno darilo, ob katerem se bo Blani spomnila lepih trenutkov ter nepozabnih skupnih dogodivščin. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo slovenski pravljici, nastali izpod peresa avtorice z umetniškim imenom Bella Weaver z naslovom Mala Blani in pogumna Murva. Nekega sončnega dne so starši mali Blani naznanili, da se bodo med šolskimi počitnicami iz malega ljubljanskega stanovanja preselili v hiško na vasi, nedaleč od Ljubljane, v kateri bo Blani imela svojo sobico. Novice, da bo dobila svojo sobo, je bila vesela, vendar bo selitve izgubila vse svoje prijatelje, zato so jo oblile velike solze. Starši so jo potolažili, da je tudi na vasi veliko otrok in da bo kmalu dobila nove prijatelje. Stari prijatelji pa jo bodo lahko obiskali, kadar bodo želeli. Blani se je razjasnil obraz. A res? Je vprašala mamico in očka. A na moj rojstni dan bodo tudi lahko prišli? Je še dodala. Seveda, sta odgovorila. Na dan selitve je pred stanovanje pripeljal ogromen tovornjak, na katerega so naložili vse svoje stvari. Vsi sosedje so se prišli poslovit. Prijatelji male Blani so ji za spomin podarili pretlikavo murvo, da jo bo lahko posadila ob hiši, kjer jo bo vedno spominjala na skupne dogodivščine. Očka je tudi murvo hotel dati na tovornjak. Nikar, očka, je zavpila Blani. Saj je še čisto majhna, tako kot jaz, lahko se polomi, je še dodala. Zato se je murva v nov dom peljala na zadnjem sedežu očkovega avtomobila poleg Blani. Seveda sta bili privezani z varnostnim pasom, kot to določa zakon. Pot iz Ljubljane proti Zasavju je hitro minila. Že čez pičlih 20 minut so se znašli v svoji novi vasi. Blani je bila všeč, ker je bila tako zelo obsijana s soncem in polna dreves. Še reka Sava se je vila v bližini. Sončni žarki so se v njej odsevali kot v ogledalu. Glavna vaška cesta jih je peljala mimo trgovine, šole, gasilskega doma in majhnega otroškega igrišča z novimi igrali, na katerih se je igralo nekaj vaških otrok. Vse jo je zelo zanimalo. Toda ob misli, da nikogar od otrok ne pozna, se je naredil velik cmok v grlu. Že so prispeli do svoje nove hiške. Tovornjak se je ustavil prav pred vhodom. Očka je želel čim prej znositi stvari iz tovornjaka v hišo, zato je avto parkiral pred garažo. Blani se je ustrašila, da se bo murva posušila, če je ne bodo hitro posadili v zemljo. Cmok v grlu se je spremenil v solze in hlipajoče se je ozrla k očetu. Očka, murva se bo posušila, če ne posadimo v zemljo. Očko se je mala Blani zasmilila. Videl je, da jo je selitev precej prizadela, zato je pustil, da so delavci sami raztovorili tovornjak. Blani, očka in mamica so se šli ogledat hišo in okolico, da bi se skupaj odločili, kam bodo murvo posadili. Na severu, tik ob hiši, je bila zelenica. Tam je bilo Blani najbolj všeč in tam so jo tudi posadili. Očka je izkopal veliko jamo. Blani je posadila murvo, jo dobro zalila, da bo hitro zrasla. Zdaj je bila Blani mirna
in je z veseljem odšla raziskovati novo hišo in svojo sobico. Hiša in okolica sta bili na vasi veliko lepši kot tam, kjer je živela prej. Le svoje prijatelje je zelo pogrešala. Vsak dan je murvo skrbno zalivala. Večinoma z vodo iz pipe, pa tudi svojimi solzami, ko se je spomnila, da so jo podarili prijatelji, s katerimi ne more biti več vsak dan skupaj. Očka in mamica sta jo peljala na otroško igrišče, da bi se igrala in spoznala z drugimi otroki, vendar je bila preveč sramežljiva. Ob vrnitvi z igrišča je šla najprej do svoje murve. Moja lepa murvica, je rekla. Ko bi ti vedela, kako je mene strah vsega novega. Murva ni nič odgovorila. Že čez par dni, ko je Blani spet prišla, da bi murvo skrbno zalila, je zagledala na njej majhne črne pike. Odhitela je v hišo in opila: Mami, mami, murva ima bolhe ali pa mravlje po njej lezejo ali pa neke druge živali, hitro pridi. Ker je Blani tako prestrašeno vpila, je mama res pohitela k murvi. Pogledala jo je, z nje odtrgala mali črni plot in ga pojedla. Blani se je še bolj prestrašila. Mami, zastrupila se boš. Mami pa jo je pobožala po glavi in se je na široko nasmehnila. To so murve, Blani, njeni sladki sadeži. Kar lepo si jih naberi in jih pojej. Blani si je najprej v strahu vzela prvi mali črni sadež, si ga ogledala, potem pa ga je le pojedla. Kako sladke so, je rekla in hitela nabirati plodove, ki jih je vse po vrsti lepo pojedla. No, to je vsak dan, ko je murvo zalila, pojedla tudi vse njene sladke sadeže in se še bolj veselo pogovarjala z njo. Večino časa se jih zadrževala v bližini hiše in na zelenici ob svoji murvi. Ali pa se je igrala v svoji sobici z barbikami in drugimi igračami. Na otroško igrišče pa ni hotela iti. Prišel je dan, ko je bilo počitnic konec in je bilo treba ponovno v šolo. Blani je imela spet smok v grlu in trebušček jo je bolel. Tako zelo jo je bilo strah novih sošolcev in učiteljice. Mami jo je zjutraj spremila v šolo in ji lepo prigovarjala, da bo vse v redu. Tako je tudi bilo. Učiteljica je bila zelo prijazna. Hitro je dobila novi dve prijateljici, Neli in Mijo. Popoldne po šoli sta jo obiskali. Pokazala jima je svojo sobico, vse igračke in seveda murvo na zelenici. Skupaj so nabrale in pojedle vse njene sadeže. V naslednjih dneh se je Blani opogumila in se sama odpeljala s svojim rdečim poni kolesom do otroškega igrišča, kjer sta je že čakali Neli in Mija. Odlično so se zabavali na gugalnicah in plezalih. Počasi je Blani spoznala še druge vaške otroke in se z njimi spoprijateljila. Za 7. rojstni dan sta ji očka in mamica kupila veliko gugalnico. Očka jo je postavil na zelenici, tako da so se zdaj otroci tudi doma lahko zabavali na igralih, skoraj tako dobro kot na igrišču. Pripravila sta klopi in mize, ki so se kar šibile pod rojstnodnevnimi dobrotami. Najlepša in najslajša od njih je bila dvonadstropna torta. Blani sta dovolila povabiti vse njene prijatelje. Tako je na domači zelenici kmalu zavladal pravi otroški živžav, saj je povabila tako vaške otroke, kot tudi svoje prijatelje iz Ljubljane. Vsa razigrana je vsem pokazala svojo murvo in jim razložila, kako jo vsak dan zaliva. Igrali so se ves ljubi dan in pojedli torto. Še klovn Žare jih je prišel zabavati. S svojimi vragolijami jih je zelo navdušil. Blanini prijatelji so bili presrečni, predvsem tisti iz Ljubljane, bi najraje ostali kar pri njej na vasi, tako jim je bilo lepo.
Malce žalostni so se zvečer poslovili in odšli vsak na svoj dom. Obljubili so si, da se bodo kmalu spet obiskali. Tako je minilo prvo leto selitve, potem drugo in začelo se je tretje. Blani se je odlično privadila na svojo sončno vas in njene vaščane. Pridno je obiskovala šolo, kjer se je rada učila. Še rajše pa je bila na vaškem ali domačem igrišču v družbi prijateljev. Pridno je zalivala murvo, tako kot vedno. Nekega dne je videla, da ima murva nekaj suhih vej in bele pikice po steblu. Povedala je mamici. Ta je ugotovila, da zdaj murvo res napada neka bolezen. Blani je bila strahotno žalostna. Mamica se je trudila z naravnimi sredstvi odstraniti bolezen z murve. Ni pomagalo. Murva se je še vedno bolj sušila. Blani je jokala. Tudi Neli in Mija ji nista mogli potolažiti. Očka in mamica sta poklicala strokovnjaka vrtnarja, da bi pomagal murvo pozdraviti. Tudi to ni pomagalo. Murva se je posušila. Ne samo, da na njej ni bilo nobenega sadeža več, tudi enega samega samcatega lista ni več imela. To je bil zelo žalosten dan za Blani. Le kako bom to povedala prijateljem iz Ljubljane, ki so mi jo kupili? Je v neutolažljivem joku spraševala mamico. Ne skrbi, je rekla mami. Bomo kupili novo in jim to tudi razloži. Veš, da bodo to razumeli. V življenju je to normalni naravni red. Nič ni večno. Vse se spreminja. Blani se je počasi potolažila. Mamičine besede, da nič ni večno in da se vse spreminja, so ji še nekaj časa odzvanjale v mislih. Ni jih razumela. Potem je v otroških dogodivščinah nanje za nekaj časa pozabila. Očka je suho steblo murve odrezal, korenin pa ni izkopal. Pustil jih je v zemlji. Že naslednjo pomlad je nekaj zelenega pokukalo iz zemlje, natanko tam, kjer je bila prej murva. Mamica je bila prepričana, da je veter prinesel kakšno seme drevesa, ki se je samo zasadilo na murvino mesto. Vsako leto je bilo večje in bolj zeleno. Le plodov ni imelo nobenih. Nove murve niso kupili. Vsi so bili veseli, da je tam na njenem mestu nekaj zelo zelenečega in rastočega. Le Blani je pogrešala njene sladke sadeže. Tako je mala Blani počasi odrasla v najstnico in malce pozabila na murvo, saj jo je zanimalo toliko drugih stvari. Morala se je odločiti, v katero srednjo šolo se bo vpisala. Po eni strani se je tega veselila, saj se bo spet vozila v Ljubljano in pogosto je videla koga od nekdaj malih ljubljanskih prijateljev. Po drugi strani pa je bilo strah novosti, ki jo spet čakajo. Spet novi sošolci in učitelji. Srednja šola pa tudi ni kar tako. Vendar si je rekla: saj že nekaj let treniram karate. Bo že šlo, saj sem močna in se bom hitro privadila. 7 let je že minilo, odkar murve ni bilo več. 7 let je na njenem mestu raslo nekaj drevesu podobnega, lepo zelenega. Ob koncu šolskega leta je Blanin dedek nenadoma zbolel. Pridno ga je obiskovala v bolnišnici. Vedno je bil nasmejan in optimističen. Obljubil ji je, da se bo potrudil, da ozdravi. Nekega dne, ko ga je spet obiskala, pa je bila njegova postelja prazna. Kolena so se ji zatresla in stisnilo jo je pri srcu. Hitro je poklicala očka v službo. Očka, dragi, dedkova postelja v bolnišnici je prazna. Očka je odvrnil. Pomiri se, takoj pridem tudi jaz tja in bom govoril z zdravnikom. Ko je očka prišel v bolnišnico, mu je prijazni zdravnik povedal, da je dedek po noči zavedno zaspal.
Zdaj je očka moral to povedati Blani, kar mu je bilo zelo težko. Ob tej novici so Blani oblile solze. Misli so se ji vrnile mamine besede, ko se je posušila murva. Nič ni večno, vse se spreminja. Ji je takrat rekla mamica. Zdaj je Blani razumela. Bila je neskončno žalostna, da se vse enkrat spremeni, se posuši, za večno zaspi, skratka umre. Kako žalostno je to, si je rekla. Mamica še ni vedela, kaj se je zgodilo. Ko se je Blani z očkom vrnila domov, je vsa vesela pritekla do njiju in vpila: Blani, Blani, zeleno drevo ima plodove, videti so kot murve, pridita pogledat. Tako radostno je povedala to novico, da ji nista uspela povedati, da dedka ni več. Zato so najprej odšli k drevesu. In glej no glej, na košati krošnji je bilo polno zrelih, sladkih murvic. Počasi so jih obirali in se z njimi sladkali. Blani kar ni mogla verjeti, da je to res. Čeprav so na murvo vsi pozabili, tudi Blani, ki je že dolgo ni več zalivala s svojimi solzami, celo odrezali so jo čisto do korenin, se ta ni dala. Pogumno in vztrajno je iz nič zrasla nazaj v čudovito, močno drevo. Veliko večje in lepše kot kadarkoli. Tudi plodovi so bili večji in slajši kot pred leti. Potem so se usedli na igrala na zelenici in očka je mamici obzirno povedal, kaj se je zgodilo s dedkom. Mamici je od žalosti zatrepetalo srce in zajokala je. Vsi trije so se objeli in tolažili drug drugega. Potem se je mamica zbrala, si obrisala solze in rekla: Nič ni večno. Vse se spreminja. Tudi dedek je samo spremenil obliko. Umre samo telo. Duša je večno živa in neumrljiva. Dedek ima zdaj že novo telo in živi naprej na višjem planetu, ki mu radi rečemo nebesa. Čeprav je bila Blani še žalostna zaradi dedkove smrti, jo je, kar je povedala mamica, precej pomirilo. Vse skupaj je dalo misliti. Kot bi trenil se je odločila, da bo s trajnostjo in pogumom premagala strah in žalost, prav tako kot njena murva. Tako se je vsakič, ko se je strahec prikradal v njeno srce, ali pa se je solza žalosti spustila na lice, hitro spomnila na svojo pogumno murvo. Prepodila je strah, obrisala solzo in pogumno stopila življenju naproti. Čudovita pravljica, kaj ne? Pravljica o številnih življenjskih izzivih, težavah, ki pa jih lahko z vztrajnostjo ter pogumom tudi premagamo. Bravo, Blani. Kljub težkim trenutkom si resnično pogumno stopila življenju naproti. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni čudoviti pravljici, ki jo je napisala avtorica z umetniškim imenom Bella Weaver z naslovom Oti se skoti, v kateri boste spoznali psičko, ki je precej časa čakala na svoja nova ljubeča skrbnika. In naj vam samo prišepnem, da se je pravljica srečno končala. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, bodite srčni ter prijeten pozdravček prav vsem, ki spremljate pravljice v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau. Čudovita pravljica. Bravo, Blani.